Literatura ima sposobnost videti in zapisati vse tisto, kar je skrito. Temno snov, kot je naslov knjige kratkih zgodb letošnje osrednje gostje festivala, pisateljice Mojce Komerdej, lanskoletne Prešernove nagrajenke. Temna snov, ki v osnovi izhaja iz astrofizike, je teoretski model, ki poskuša razložiti obstoj vesolja, in na to temo je v Univerzitetni knjižnici Maribor tudi razstava. V knjigi Komerdejeve temna snov predstavlja temačno človeško duševnost. Skozi literaturo pa pravzaprav lahko najbolj ubesedem tisto, kar je neznano, vse te skrivnosti, ki zadevajo tako naše medsebojne odnose, kot ne nazadnje resnično to temno snov, ki sestavlja vesolje, v katerem živimo. V kratki prozi se lotevam večinoma življenja v sodobnem svetu. Skratka, ne bom rekla, da so vse teme postavljene v urbane prostore. So pa tudi določene krajše zgodbe, ki so postavljene v druga zgodovinska obdobja. Recimo ena je postavljena v paleolitiki, jaz sem si zamislila, da je to na območju Potočke Sijalke, naslov je Ženska z volkom. Med temnimi snovmi našega časa so tudi številne skupine, od migrantov, brezposelnih, odvisnikov, starostnikov in tudi istospolno usmerjenih oseb. V Salonu uporabnih umetnosti so pod okriljem dnevov knjige priredili večer mlade slovenske lezbične in gejevske poezije. Obkrožiti enega ali drugega spola. Nebo je z nami ljubkovalo mila bitja. Reševali smo le zmaje pred princeskami seveda. Tvoja roka je prav daljšne oblike, da popolno se zagaj moja. Posebna gostja je bila pisateljica in aktivistka Suzana Tratnik, ki je predstavila svojo zadnjo knjigo Noben glas. Skozi perspektivo deklice ločenih staršev prikaže nemoč posameznika proti mnogokrat krutemu odraslemu svetu, ki je močnejši s svojimi velikokrat nesmiselnimi pravili in prikrojenimi resnicami. Veliko zgodb sem napisala skozi to perspektivo, gre seveda tudi za nekako črpanje iz mojih izkušenj in iz mojega otroštva, iz nekih reminiscenc, čeprav velikokrat opisujem stvari, ki jih jaz osebno nisem doživela, niti pravzaprav nihče okoli mene. Me je pa nekako fasciniral in me še vedno fascinira ta svet otroštva. Prvič, ker mislim, da ga še vedno nosim v sebi, tako kot tudi vsi drugi. Drugič zato, ker se mi zdi, da je človek najpametnejši, ko je otrok. Če ima srečo imeti lepo otroštvo, to moram seveda povedati. Biti odrasel je prva igra, ki jo v življenju moramo igrati. Recimo kot otroci, verjetno se vsi spominjamo tega, kako zelo si želiš biti odrasel, kako zelo si želiš to dobro odigrati. Ampak tisto, kar je najbolj zanimivo, prve napake odkrivaš pri odraslih, da slabo igrajo svojo zrelost. In to je recimo te vrzeli, ki jih otrok prepoznava, ker je v procesu nekega učenja in vidi, da so učitelji pravzaprav slabi in da lažejo. Drugačna pa je ta knjiga o tem, Noben glas, da sem vključevala fantastične elemente. Dnevi knjige se vsako leto dogajajo konec aprila in sovpadajo tudi s svetovnim dnem knjige 23. aprilom. Letos v Cankarjevem letu je predsednik Društva slovenskih pisateljev Ivo Svetina v poslanici med drugim zapisal: edina nagrada za nas, ki svoje življenje darujemo pisanju, je bralec, ki ga posrka naša knjiga.